Revolucija umetne inteligence naj bi se dogajala v oblaku. Bitka, ki se bije s kodo in programsko opremo. Ni res. Trenutno Microsoft in drugi tehnološki velikani tiho zasedajo zmogljivosti ameriške jedrske energetike za usposabljanje naslednje generacije modelov umetne inteligence. Iz javnega omrežja črpajo ogromne količine energije. In ko povpraševanje eksplodira, se običajni potrošniki borijo za tisto, kar ostane. Rezultat? V ozadju se odvija zasebna energetska dirka za umetno inteligenco, račun pa plačujete vi. Prvo poglavje. $500 davek zaradi umetne inteligence. PJM upravlja električno omrežje za 67 milijonov Američanov v 13 zveznih državah. In enkrat na leto organizira ogromno dražbo, da si zagotovi elektriko 3 leta, preden jo kdo sploh uporabi. Junija 2025 je ta dražba dosegla skoraj $270 na megavat na dan. Leto prej je bila cena le 29 V. Samo v 12 mesecih so cene eksplodirale za 833%. Ta ena sama dražba je skupne stroške gospodinjstev povečala z 2,2 milijarde dolarjev na 14,7 milijarde. In potem je postalo še slabše. Naslednja dražba, ki je zajemala obdobje od junija 2026 naprej, je takoj dosegla zgornjo mejo tržne cene pri skoraj $329 na megavat na dan. In brez te omejitve bi prava cena dosegla $389 na dan. Omejitev je že prihranila potrošnikom $13 milijard. Decembra 2020 bi notranji dokumenti kažejo, da so cene na naslednji dražbi PJM dosegle še višjo omejitev, vendar to ni bil problem. PJM ni dosegel svojega lastnega varnostnega cilja. Tudi potem, ko so cene eksplodirale, upravljavci omrežja še vedno niso mogli kupiti dovolj elektrike, da bi zagotovili svojo rezervno maržo. Po vsej državi se cene začenjajo dvigovati. Povprečna družina na območju PJM se bo do leta 2028 soočila s približno $70 višjimi stroški na mesec. Skupni račun v naslednjih 8 letih znaša nekje med 100 in 163 milijardami dolarjev. Razlog za vse to je preprost – povpraševanje. Samo podatkovni centri so povzročili približno 63% celotnega porasta cen. Eksplozija povpraševanja po strežniških farmah z umetno inteligenco se dogaja tako hitro, da omrežje težko sledi. Najcenejša in najbolj zanesljiva energija v državi se iz javnega omrežja preusmerja v podatkovne centre podjetij. Običajne družine morajo pokrivati naraščajoče stroške za ohranjanje stabilnosti preostalega sistema. In to je že na vašem računu. Drugo poglavje. Velika kanibalizacija. Večina Američanov še vedno verjame, da njihova država je v ospredju razcveta čiste energije, vendar je resnična zgodba precej bolj zapletena. Septembra 2024 je podjetje Constellation Energy podpisalo 20-letno pogodbo o nakupu električne energije z Microsoftom za ponovni zagon prve enote elektrarne Three Mile Island v Pensilvaniji. Elektrarna stoji le nekaj 100 čevljev od hladilnih stolpov enote 2, reaktorja, ki je leta 1979 doživel najhujšo jedrsko nesrečo v ZDA. Enota 1 je obratovala desetletja, dokler se ni leta 2019 zaprla, ne zaradi varnostnih razlogov, ampak zato, ker ni več ustvarjala dovolj dobička, da bi upravičila nadaljne delovanje. Elektrarna naj bi začela obratovati leta 2027, torej celo leto pred prvotno načrtovanim ciljem leta 2028. Ministrstvo za energijo je zagotovilo $1 milijardo posojila za znižanje stroškov zadolževanja, medtem ko je podjetje Constellation samo vložilo 1,6 milijarde v ponovni zagon. Obratovalno dovoljenje elektrarne je bilo podaljšano vsaj do leta 2054. Microsoft bo naslednji 2 desetletji prejemal celotno proizvodnjo reaktorja, kar je dovolj elektrike za približno 800,000 povprečnih ameriških gospodinjstev na leto. Električna energija še vedno teče v skupno omrežje, vendar si zasluge za to čisto energijo pripiše Microsoft. Tako se fizično nič ne spremeni v načinu gibanja elektronov, vendar je proizvodnja na papirju dejansko rezervirana za delovne obremenitve umetne inteligence vse do leta 2047. Dogovor prinaša tudi $3,6 milijarde državnih in zveznih davkov. V Pensilvaniji bo ustvarjenih 3400 delovnih mest državnemu gospodarstvu, pa bo dodanih $16 milijard. Washington je to celo označil za vzorčni primer svoje energetske in strategije umetne inteligence. Politiki kot dokaz navajajo naložbe in delovna mesta. Kar pa spregledajo, je skupnost, ki je ostala brez elektrike. Skupna nacionalna oskrba z elektriko se spreminja v zasebne rezerve. Gospodinjstva, ki ostanejo na slabšem, pa plačujejo več samo zato, da omrežje sploh deluje. Tretje poglavje. Resničnost 5 devetic. Ljudje domnevajo, da je odgovor na energetsko lakoto umetne inteligence preprosto več obnovljivih virov. Zgradite dovolj sončnih elektrarn v Nevadi, dodajte dovolj vetrnih turbin v Teksasu, dodajte še nekaj velikih baterij in problem se reši sam od sebe. Le da ni tako. Podatkovni centri za umetno inteligenco delujejo po zanesljivem standardu imenovanem 5 devetic.
99,999% razpoložljivosti, kar pomeni le približno 5 minut izpada na leto. Kakšna natančnost obstaja z razlogom? En sam cikel urjenja vodilnega modela lahko stane več 10 milijonov dolarjev in traja več tednov. En sam kratek izpad elektrike lahko pokvari celoten postopek, zaradi česar morajo inženirji začeti znova od zadnje shranjene točke. In tu postane problem z električnim omrežjem neizogiben. Sončna energija ponoči ne proizvaja ničesar, veter pa lahko izgine za več dni. Za zapolnitev teh vrzeli in dosego zanesljivosti 5 devetic bi bilo potrebno baterijsko shranjevanje v obsegu, kakršnega še nobena država ni zgradila. Tudi problem hlajenja je prav tako zahteven. En sam regal strežnikov Nvidia porabi približno 8 do 10krat več energije v primerjavi s standardnim strežniškim regalom pred nekaj leti. Vse to ustvarja ogromno toplote, ki jo je treba nekam odvesti. Novi podatkovni centri za umetno inteligenco zdaj uporabljajo neposredno tekočinsko hlajenje, pri katerem voda teče čez čipe s pretokom, ki bi lahko oskrboval majhna ameriška mesta. In zato hiperskalirji izbirajo jedrske reaktorje. Nič drugega ne zagotavlja brezogljične elektrike 24 ur na dan v količinah, ki jih potrebujejo. Tisto nestajno energijo prepustijo javnemu omrežju, skupaj z vsemi težavami, ki jih prinaša uravnoteženje. Reutersov pregled pisem vloženih pri PJM pove preostanek zgodbe. Medtem ko se najčistejša energija zaklepa v korporativne pogodbe, najbolj umazane elektrarne dobivajo drugo priložnost. Približno 23 elektrarn na premog, plin in nafto v regiji PJM je bilo načrtovanih za zaprtje leta 2025 ali kmalu zatem. Od januarja 2025 je bilo 13 zaprtij odloženih ali popolnoma preklicanih. Brandon Shores, termoelektrarna na premog v Marylandu, ki je bila leta 2022 največji onesnaževalec podnebja v državi, bo zdaj obratovala do maja 2029. V lasti jo ima isto podjetje, Talon Energy, ki prodaja jedrsko energijo podjetju Amazon. Javnosti govorijo, da je zelena energija prihodnost, vendar se fizični sistem že deli na dva nivoja. Zanesljivo jedrsko zmogljivost, ki so si jo zagotovile korporacije, in občasne obnovljive vire, ki nosijo preostalo breme. In tudi če je zanesljiva energija že rezervirana, sama velikost novega povpraševanja zdaj obremenjuje nekaj še bolj osnovnega – samo omrežje. Četrto poglavje – aleja podatkovnih centrov. Okrožje Loudoun v Virginiji leži približno 65 km zahodno od Washingtona DC. Del valovitih kmetijskih zemljišč je prepustil prostor pred mestjem in neskončnim skladiščnim zgradbam velikih razsežnosti. Regija zdaj obvladuje približno 25% vsega internetnega prometa v Severni Ameriki. Domačini temu pravijo aleja podatkovnih centrov. V njenem središču pa je poštna številka 20147, ki je najbližje fizičnim možganom, kar jih internet premore. Država ima zdaj približno 200 stavb podatkovnih centrov, še 117 pa jih je v razvoju. Vsak nov projekt dodatno obremeni električno omrežje. Večina novih predlogov za kampuse zahteva toliko električne energije, kot jo porabi cela država, približno toliko kot 150 tisoč ameriških gospodinjstev. En kampus, eno podjetje, včasih celo samo ena stranka. Da bi prenesli to obremenitev, Dominion Energy gradi ogromne nove prenosne daljnovode, namenjene prenosu elektrike v pas podatkovnih centrov okrožja Loudoun. Eden največjih predlogov, daljnovod Golden to Mars, bi zarezala 22 milj dolgo pot skozi soseske, šole in kmetijska zemljišča. Vse to pa bi potekalo po jeklenih stolpih, ki segajo več 100 čevljev visoko v obzorje. In poraba raste skupaj s tem. Naložbeni načrt podjetja Dominion za obdobje od 2025 do 2029 se je povzpel na 50 milijard in 100 milijonov dolarjev. Toda stroški ne ostanejo lokalni. Razporedi se po celotnem regionalnem omrežju, skupaj v 13 zveznih državah. Tako bodo gospodinjstva daleč od Virginije pomagala plačevati infrastrukturo, zgrajeno za podatkovne centre, s katerimi morda nikoli ne bodo imela stika. Virginijska skupna komisija za zakonodajno revizijo in pregled je opravila izračune. Rekli so, da bi država potrebovala popolnoma novo plinsko elektrarno z močjo 1,5 gigavata vsaki 2 leti in to 15 let zapored, samo da bi zadovoljila povpraševanje podatkovnih centrov. Ti stroški so skriti v računih za elektriko in v pristojbinah na veleprodajnem trgu, ki jih večina strank nikoli ne vidi neposredno. In pritisk ne prihaja samo iz električnih omrežij. Pritisk prihaja tudi iz tega, kar je priključeno nanje. Poglavje 5. Učinkovitost na past. Nvidia-jeva platforma Blackwell je trenutno najnaprednejši AI čip, ki se bo uvajal v podatkovnih centrih v letih 2025 in 2026. Na ravni sistema porabi do 25krat manj energije na inferenčni token kot prejšnja generacija. To bi moralo rešiti celoten problem, vendar ga ne.
Svetovno povpraševanje po električni energiji podatkovnih centrov se bo do leta 2030 še vedno več kot podvojilo. Osnovni scenarij Mednarodne agencije za energijo predvideva, da bo svetovna poraba do takrat približno 945 teravatnih ur, kar je več kot 415 teravatnih ur v letu 2024. To je nekoliko več kot celotna letna poraba električne energije na Japonskem. Do leta 2035 se ista napoved povzpne na 1200 teravatnih ur. Samo v Združenih državah Amerike bi lahko podatkovni centri porabili več električne energije kot vsa težka industrija skupaj. Jeklo, cement, kemikalije in aluminij skupaj. Poročilo Lawrence Berkeley National Laboratory iz leta 2024 navaja, da so podatkovni centri v ZDA leta 2023 predstavljali 4,4% vse porabe električne energije. V samo nekaj letih bi se to lahko skoraj podvojilo ali celo potrojilo, odvisno od tega, kako hitro se bo povpraševanje povečevalo. V absolutnih številkah bi se poraba električne energije lahko povečala 176 teravatnih ur, na kar 580 teravatnih ur v 5 letih. Kako se lahko obe stvari zgodita hkrati? Učinkovitost se izboljšuje, medtem ko skupna poraba še vedno eksplodira. No, to vprašanje ni novo. Angleški ekonomist iz 19. stoletja po imenu William Stanley Jevons je to ugotovil dolgo, preden je kdorkoli pomislil na umetno inteligenco. Ko je opazoval, kako so parni stroji postajali boljši pri izgorevanju premoga, je opazil nekaj nenavadnega. Skupna poraba premoga v Angliji je še naprej naraščala, ne pa padala. Cenejša energija je omogočila nove načine uporabe in eksplozija novih aplikacij je preplavila vse prihranke, ki jih je prinesla večja učinkovitost. Ta ista past je zdaj ujela tudi umetno inteligenco. Ko se strošek enega poizvedovanja zniža iz nekaj centov na delčke centa, vsak produktni vodja najde novo priložnost. Klepetajni roboti se vključijo v podporo strankam. Prekrivne plasti umetne inteligence se pojavijo na vsakem iskalnem polju. Pomočniki za programiranje tiho delujejo v ozadju vsakega dneva razvijalca. Avtomatizirani agenti začnejo opravljati delo, ki so ga ljudje prej opravljali ročno. Vsak posamezen je poceni, vendar v množici po vsem svetovnem gospodarstvu porabijo vsak prihranjen vat in zahtevajo še za več velikostnih redov več energije. Avtomobili na ameriških cestah pripovedujejo isto zgodbo. Motorji so postali veliko bolj učinkoviti pri porabi goriva v zadnjih 40 letih. Kljub temu se skupna poraba bencina v ZDA skoraj ni spremenila. Američani so preprosto vozili dlje in kupovali večje tovornjake. Cenejše milje so pomenile več prevoženih milj. IEA pričakuje, da bo približno polovica nove porabe elektrike v podatkovnih centrih do leta 2035 pokrita z obnovljivimi viri. Velik del preostane, vrzeli pa bo zapolnil zemeljski plin. To samo premeša način, kako se energija zagotavlja. To ne reši problema in noben preboj na področju čipov na obzorju tega ne spremeni. Če kaj, se kriza še pospešuje, ker tehnologija postaja vedno boljša, ne slabša. Amerika poskuša to rešiti tako, da po že obremenjenih električnih vodih pošilja vedno več energije tja, kjer so zgrajeni podatkovni centri. Kitajska pa se istega problema loteva na drugačen način. 6. poglavje. Kitajski načrt vzhod-zahod. Februarja 2022 je kitajska država začela nekaj, kar imenuje pobuda podatki na vzhodu, računalništvo na zahodu. To je nacionalna prestrukturacija tega, kje dejansko poteka računalniška obdelava, usklajen napor za premik podatkovnih centrov iz gosto poseljenih obalnih mest v notranje regije, kjer je zemlja cenejša in elektrike več. Izvaja se s hitrostjo in v obsegu, ki ga nobena zahodna vlada v našem življenju še ni poskusila. Državo razdeli na 8 nacionalnih računalniških središč in 10 grozdov podatkovnih centrov. Vzhodni grozdi se nahajajo blizu Pekinga, Šanghaja in območja Velikega zaliva, ter opravljajo hitro odzivne naloge za mesta, kjer je skoncentrirana večina gospodarstva. Zahodni grozdi so namenoma postavljeni v prazno notranjost, čez notranjo Mongolijo, Ningxijo, Gansu in obrobje puščave Gobi. Do konca leta 2024 je kitajski nacionalni podatkovni urad poročal, da je v 8 središč že priteklo približno 6 milijard 100 milijonov dolarjev. Zakaj graditi tam? No, to je zato, ker tam ležijo neizkoriščene ogromne količine kitajske hidroenergije, vetrne in sončne energije. Zahodne province proizvedajo veliko več elektrike, kot je lahko porabi njihovo redko poseljeno prebivalstvo. Presežek se je v preteklosti zapravljal, ker je bilo pošiljanje na vzhod potratno in drago. Državna rešitev ni bila gradnja več električnih vodov. Rešitev je bila premik povpraševanja. Računalniške naloge, ki ne potrebujejo takojšnjih milisekundnih odzivov, se zdaj prenašajo na zahod po namenski optični infrastrukturi z visoko zmogljivostjo. In za večino delovnih obremenitev to deluje. Zakasnitev med vzhodnimi mesti in zahodnimi podatkovnimi središči že dosega kitajski cilj. 20 milisekund za rutinsko računalništvo. Rezultat je fizično preoblikovanje samega interneta.
Hale podatkovnih centrov so zgrajene neposredno na območjih z najcenejšo in najbolj razpoložljivo električno energijo v državi. Na območjih, kot je Grozd Ulan Bator v notranji Mongoliji, je ta strategija že pritegnila približno 10 gigavatov načrtovanih projektov podatkovnih centrov podjetij, kot so 21 Venet, Huawei in ByteDance. Novi objekti znotraj nacionalnih središč morajo doseči energetsko učinkovitost 1:2 ali manj, pri čemer nekatere nove zgradbe dosegajo celo 1:4, medtem ko je svetovno povprečje bližje 1,5. Skupna poraba električne energije podatkovnih centrov na Kitajskem naj bi med letoma 2025 in 2030 rasla za 19% na leto, kar je hitreje kot v kateremkoli drugem večjem gospodarstvu. Če ne moreš učinkovito prenesti elektrike do računalnikov, premakneš računalnike tja, kjer je elektrika. Medtem ko Združene države dovoljujejo korporacijam, da privatizirajo jedrske elektrarne po en reaktor naenkrat, Kitajska obravnava energijo in računalništvo kot eno samo državno premoženje. Sama geografija odpravlja ozka grla pri prenosu, ki hromijo ameriški sistem, in na Kitajskem ni težave, kot jo ima okrožje Loudoun. Amerika razbija svoj energetski sistem na zasebno nadzorovana območja, ki so zgrajena okoli posameznih korporativnih središč povpraševanja, namesto da bi imela skupno omrežje. Kitajska dela ravno nasprotno. Sama preoblikuje geografijo, tako da sta ponudba in povpraševanje bližje skupaj. Ameriški odziv na vse to je zaseben, drag in skoraj neviden. 7. poglavje. Iluzija SMR. V letih 2024 in 2025 so največja imena ameriške tehnologije začela vlagati denar v novo vrsto jedrskih elektrarn, imenovanih mali modularni reaktorji ali SMR-ji. Manjši so od tradicionalnih reaktorjev, izdelani v tovarnah, dostavljeni v delih in sestavljeni na lokaciji. Vsaka enota običajno proizvede med 50 in 300 megavati. Lahko jih povečujemo z dodajanjem modulov, namesto da bi vse stavili na en sam večmilijardni megaprojekt. Amazon je vodil pobudo s $500 milijonov vredno naložbo v podjetje X-Energy, ki razvija visokotemperaturne plinsko hlajene reaktorje. Načrt je, da do leta 2039 sprostijo več kot 5 gigavatov nove jedrske zmogljivosti, kar je dovolj za oskrbo približno 3.800.000 domov. Prvi projekt, objekt Cascade Advanced Energy Facility v zvezni državi Washington, je zasnovan tako, da združi 12 reaktorskih modulov v 3 večje bloke, skupaj 960 megavatov na površini, veliki kot nekaj mestnih blokov. Google je sledil z dolgoročnim dogovorom s podjetjem Kairos Power, da v prihodnjem desetletju uvede novo generacijo jedrskih elektrarn. Prvi projekt, Hermes 2 v Tennesseeju, bo dovajal elektriko v regionalno omrežje, vendar je njegov namen v bistvu že vnaprej namenjen Googlovim podatkovnim centrom. To je tudi prvič, da je ameriško energetsko podjetje sklenilo dogovor, ki je neposredno povezan z napredno zasnovo reaktorja in ne s tradicionalno elektrarno. Meta je sledila isti poti in začela pogajanja za več gigavatov jedrske zmogljivosti. Equinix, ki upravlja velik delež svetovne infrastrukture podatkovnih centrov, je podpisal pogodbo z Oklo. Nato je sledil Prometheus Hyperscale. In vsak od teh reaktorjev je zasnovan tako, da se neposredno priključi ali napaja te kampuse prek ureditev za števcem. Takrat elektrika preide neposredno od proizvajalcev do stranke po zasebnih vodih. Skupno omrežje pa se sploh ne uporablja. Večina tarif in pravil, ki veljajo za elektriko priključeno na omrežje, tukaj ne velja. In ti reaktorji služijo kot zasebna oskrba z elektriko za potrebe korporacij. Javnost je izključena že v fazi načrtovanja. Večino 20. stoletja je ameriška jedrska energija prihajala prek nacionalnih laboratorijev, zvezno financiranih raziskav in elektroenergetskih podjetij z reguliranimi tarifami, ki so odgovarjala državnim komisijam. Koristi so, čeprav nepopolno, pritekale do običajnih družin. Največji jedrski zagon v 2 generacijah zdaj plačujejo 3 korporacije. Zgrajen je za njihovo izključno rabo in zasnovan tako, da ostane zunaj javnega sistema. Tehnološko podjetje ni več samo tehnološko podjetje. 8. poglavje. Suverena tehnološka javna služba. Microsoft, Amazon in Google niso več programska podjetja, ki bi mimogrede upravljala še oddelke za računalništvo v oblaku. Namesto tega so postali največji neregulirani kupci energije na svetu. Amazonova pogodba z jedrsko elektrarno Talon Energy Susquehanna v Pensilvaniji kaže, kako zapleteno postane, ko se zasebni vodji srečajo z javnimi pravili. Marca 2024 je Amazon Web Services kupil kampus podatkovnega centra poleg elektrarne Susquehanna za $650 milijonov. Načrtujejo povečanje porabe na lokaciji, ki jo bodo napajali neposredno iz reaktorja preko namenskih vodov. FERC je že leta 2015 pripravil zasebno električno povezavo med Susquehanno in bližnjim podatkovnim centrom, kar omogoča, da elektrika teče neposredno k enemu samemu odjemalcu. Ko so to povezavo kasneje razširili, so se elektroenergetska podjetja močno uprla. Njihov argument ni bil tehničen.
Šlo je za to, kdo na koncu plača za infrastrukturo, ko en sam velik uporabnik preoblikuje sistem. Zvezni regulator je na koncu blokiral širitev in pritrdil pomislekom, da bi takšna ureditev prenesla stotine milijonov dolarjev stroškov omrežja na vse ostale v regiji. Tudi po tej odločitvi se boj ni končal. Preselil se je na sodišča, medtem ko prvotna zasebna povezava še naprej deluje v ozadju. Ta boj je povsem odprl pravila igre. Enaka ureditev se kljub temu kopira po vsej državi. Vsak dogovor se zdi razumen sam po sebi, vendar skupaj nobeden od njih ne odgovarja volivcem. Stari sistem javnih služb je bil zgrajen tako, da je vsakdo dobil elektriko. Javne službe so morale odgovarjati regulatorjem, da so ohranjale omrežje za celotne skupnosti, ne le za svoje največje stranke. Novi igralci na področju energije delujejo po drugačnih pravilih. Njihova naloga je zmagati v tekmi umetne inteligence in energetski sistem se začenja reorganizirati okoli tega cilja. Skoraj nihče za to ni glasoval. Ni bilo nobene razprave v kongresu ali nacionalnega načrta, le niz zasebnih dogovorov objavljenih v sporočilih za javnost podjetij. Guverner Pensilvanije Josh Shapiro je pisal pisma PM-ju in pomagal pospešiti priključitev. Vsaka raven vlade je podmazala kolesja. Nihče od njih ni vprašal, za koga je ta elektrika, kdo jo bo uporabljal ali kdo bo plačal, ko pride račun. Skupni sistem se razdeli na korporativna ozemlja, večina Američanov pa še ne ve, da se je ta sprememba že zgodila. Poglavje 9. Obračun. Kitajska je dojela nekaj, česar Amerika še vedno ni sprejela. Dva sistema se zdaj potegujeta za prihodnost umetne inteligence, vendar ne igrata iste igre. Na eni strani je kitajski sistem, usklajena nacionalna izgradnja, zasnovana okoli 8 središč in 10 ogromnih računalniških grozdov, kjer so podatkovni centri postavljeni neposredno ob najcenejše in najbolj obilne vire energije v državi. Celoten sistem deluje kot ena sama naprava. Energetska politika, načrtovanje prenosa, cilji glede zakasnitve in industrijska strategija so vsi usklajeni pod istim državno vodenim načrtom. Ni izgubljenih let v boju z medsebojno prekrivajočimi se regulatorji ali sodnimi izzivi. Ko se Peking odloči za gradnjo, se sistem premakne. Na drugi strani je ameriško vzporedno omrežje, zasebno jedrsko omrežje za največje ponudnike računalništva v oblaku, ki stoji ob propadajočem javnem omrežju. Dve omrežji znotraj ene države, ločeni glede na to, kdo si lahko kaj privošči. Stoletje umetne inteligence bo pripadlo tistemu, ki si zagotovi razširljivo, stalno bazno oskrbo z elektriko v obsegu, ki ga dejansko zahtevata učenje modelov na meji zmogljivosti in globalna poizvedovanja. Prednost pri čipih je začasna, programsko opremo pa je mogoče kopirati čez noč. Energetska infrastruktura je edina konkurenčna prednost, ki ga je treba graditi desetletja in edina stvar, ki je nobena količina kode ne more ponoviti. Američani bodo na koncu plačali za obe polovici razkola. Plačevali bodo višje cene za javni sistem, ki mu odvzemajo najboljšo energijo, medtem ko bodo njihovi računi za elektriko in davkoplačevalski denar tiho financirali zasebni sistem, ki ga sami nikoli ne bodo smeli uporabljati. Povišanja cen junija 2026 so bili prvi vidni račun in ne bodo zadnji. Vsak dolar za to pride od nekod. In to so iste družine, ki jih novi stroški elektrike zdaj že stanejo $200 na leto. Nova energetska revščina ni več napoved. Že je navedena na računih za naslednje leto, že jo je odobrili regulatorji, že je načrtovana za prihod. Ameriška zgodba je vedno bila, da se trgi sami uredijo, da konkurenca znižuje cene, da inovacije koristijo vsem. Ta zgodba deluje, ko je igrišče približno izenačeno, razpade pa, ko ista peščica podjetij lastniško obvladuje igrišče, stadion in luči ter energijo, ki jih napaja. Kitajska je zgradila eno nacionalno premoženje. Amerika se je odločila za dve omrežji, eno za prihodnost in eno za vse ostale. Fizična vojna za prevlado umetne inteligence se bije z atomi in hladilno vodo, Združene države pa so bojišče že prepustile drugim. Toda pod vsem tem govorjenjem o inovacijah in svobodnem trgu se začenja pojavljati nekaj drugega. Največja podjetja se ne borijo več samo na trgu. Začenjajo nadzorovati infrastrukturo, na kateri deluje preostani trg. Več o tem v videu Trg je mrtev, umetna inteligenca je kartel. Ali pa si oglejte to.